Spoštovana predsednica, spoštovano predsedstvo kongresa, spoštovane krščanske demokrati in krščanske demokratke, dragi prijatelji. Prisrčno dobrodošli na jubilejnem 10. kongresu Nove Slovenije krščanskih demokratov. Lep dan tudi vsem tistim, ki nas spremljajo preko internetnega prenosa na naši spletni strani in številnih drugih širom po svetu in pa seveda tistim, ki nas letos prvič gledajo preko uživo, preko Facebooka in preko drugih modernih internetnih omrežij. Zbrali smo se na kongresu, ki je najvišji organ naše stranke. Smo edina politična stranka, na katere kongres lahko pride prav vsak član, članica, simpatizer, prijatelji, tisti, ki nas marajo, tisti, ki nas ne marajo, če jih le seveda zanima, kaj bomo danes počeli v Brežicah. Vrata našega kongresa so popolnoma odprta vsem, tudi zato, ker smo stranka ljudi in ne stranka političnih ozadij, botrov, stricev, sestričen, predvsem pa se nikogar ne bojimo in odprtost, gospe in gospodje, je nepogrešljivi del demokracije. In gremo naprej. Ne samo, da smo odprta stranka. Ne samo, da smo odprta stranka, smo edina politična stranka v Sloveniji, ki ima kongres vsako leto. Vsako leto vodstvo stranke in vsi njeni predstavniki podajamo poročila, kakšne so bile naše aktivnosti v preteklem letu. Skupaj sprejemamo tudi smernice za naprej. Saj se vedno vsi ne strinjamo z vsem, ampak na koncu odloča demokratična večina, kot se za demokracijo spodobi. In gremo naprej. Ne samo, da imamo kongres vsako leto, smo edina politična stranka, ki ima na vseh nivojih v stranki dvoletni mandat. Trdim, da je naša stranka tista, v kateri lahko demokratično najhitreje pride do kadrovskih sprememb in daje možnost vsem, da se vključijo v organe stranke preko volitev ali na kongresu ali na zborih članstva v posameznih občinskih odborih. To nas dela bolj vključevalne in tudi vključenost je bistven del demokracije. Vse to nisem naštel zato, da bi obtoževal notranji ustroj drugih političnih strank v Sloveniji, ampak zato, da povemo širši slovenski javnosti, da je Nova Slovenija zagotovo najbolj demokratična stranka v Sloveniji, kjer je prostora za vse, kjer se ljudje dobro počutijo, kjer so zaželjeni in kjer se niti v sanjah ne more zgoditi, da nekdo zaradi kritičnosti ali drugačnega mišljenja ne bi dobil vabila na naslednjo sejo ali srečanje. V zadnjem mesecu dni sem kot glavni tajnik prekrižaril našo Slovenijo in obiskal 23 naših regijskih odborov. Samo Severna Primorska pridem naslednjič. S ponosom vam povem, da naša stranka na terenu še kako živi in deluje. Že dolgo vem, da imamo v naših vrstah ogromno pridnih, poštenih, delovnih ljudi in moja letošnja ugotovitev, ki sicer ne nova, je, da imamo, povem vam, izjemno srčne in dobre ljudi. Ljudi, ki morajo zato, ker so krščanski demokrati, marsikaj poslušati, slišati, tudi marsikaj požreti, ampak srčnost in pripadnost žene naše ljudi naprej. V slovarju knjižnega jezika najdemo razlago za besedo srčnost, ki pomeni pogum in odločnost. Lahko pa tudi kje drugje najdemo razlago, da srčnost daje trdnost v težavah in stanovitnost v prizadevanju za dobro. In tega, dragi prijatelji, nam krščanskim demokratom ne manjka. Poguma, odločnosti in prizadevanja za dobro. In to ljudje vse bolj čutijo. In čutijo še nekaj. Vsak dan več ljudi pravi, pa saj je Nova Slovenija še edina normalna stranka v naši državi. In ta stavek je zelo pomemben. Še posebej, če pride od preprostega, pridnega, slovenskega človeka. In vsak tak stavek nam daje pogum in odgovornost, da smo na pravi poti, poti normalne stranke, ki dela in se trudi za normalnost Slovenije. Bojim pa se, da smo ravno v zadnjih mesecih deležni vsi skupaj, da smo ravno zaradi tega deležni vsi skupaj in kot posamezniki v Novi Sloveniji v zadnjih mesecih silovitih osebnih napadov in diskreditacij. Deležni takšnih in drugačnih nalepk. Žal, zelo žal, pogosto strani, od katere ne bi tega pričakovali. Ampak, gospe in gospodje, nič nas ne bo ustavilo. In to zaradi srčnosti, poguma in odločnosti. Lahko je
Veste, lahko je danes deliti etikete načela posameznikov, lahko je krivično obtoževati, natovcevati in se lagati. To je zelo lahko. Težje, precej težje, pa je danes graditi, seštevati, pomagati, stati ob strani in biti najprej človek. Ampak, dragi krščanski demokrati, mi gremo zavestno po tej poti, ki je težja, precej težja, saj smo prepričani, da je prihodnost take politike na naši strani. Ljudje v Sloveniji imajo danes poln kufer razdiralnosti, sovraštva, netenja prepirov. Mi, krščanski demokrati, to odločno zavračamo in odločno hočemo Slovenijo dialoga, Slovenijo sodelovanja, Slovenijo vključevanja. Živimo na izjemnem koščku sveta in ne smemo in ne moremo dopustiti, da bi pri nas prevladal negativizem. Naša dežela je prelepa in naša dolžnost, dragi krščanski demokrati, je, da gradimo normalno Slovenijo, kjer bo prostor za vse in kjer se bomo lahko, čeprav različni, normalno pogovarjali in gradili skupno Slovenijo. Načrt tistih, ki sejejo po Sloveniji sovraštvo, negativizem, razdiralnost, tako z leve kot desne, je jasen. Naj se politika zameri čim več ljudem, čim več pridnim, poštenim, delovnim ljudem, da ne bi odšli na volitve. Kdo od političnih akterjev uporablja takšno govorico in si želi čim manj ljudi na volitvah, kam to vodi, si lahko predstavljamo. Obstaja klasična delitev politična na leve, desne, ampak v življenju, gospe in gospodje, obstaja tudi drugačna delitev. Delitev na pozitivno in na negativno. In tako imamo pozitivno levico in negativno levico. In imamo pozitivno desnico in imamo negativno desnico. Gospe in gospodje, dragi prijatelji, Nova Slovenija vemo, kam spadamo in vemo, kam moramo spadati. Za nas je to edina možna pot. Današnji kongres je tudi poziv vsem ljudem dobre volje gradnji normalne Slovenije. Med dobrimi ljudmi velja rek, da ko je treba, stopimo skupaj in premaknemo. In v tem času je treba, gospe in gospodje, da stopimo skupaj in premaknemo Slovenijo v normalno Slovenijo. Pa še nekaj. Zaupajmo si med seboj, zaupajmo v delo naše predsednice, zaupajmo v delo naših poslancev, zaupajmo v delo našega evropskega poslanca, zaupajmo v naše skupno delo. Ni vedno lahko, ampak najprej moramo verjeti sebi in svojim ljudem. Predvsem pa verjeti v dober namen vsakega dejanja, kogarkoli od nas. Pa ne pozabimo, krščanski demokrati smo dobri ljudje in dobri ljudje stojijo ljudem ob strani. Za nas velja, da to, kar mislimo, tudi govorimo in to, kar govorimo, tudi delamo. Vsem skupaj želim en lep kongresni dan, uživajte v dobri družbi in bodimo ponosni, da pripadamo krščanskim demokratom. Prisrčna hvala.